Pozdravljena, tišina, moja stara prijateljica. Dobro jutro. Ja, tako pravi besedilo, ki ga v originalu sicer izvajata Simon and Garfunkel, zdaj pa je to v ozadju skupina Disturbed, ki je naredila priredbo, mogoče bolj ostro obliko, da bi bolj na glas sporočili ljudem, halo, kaj govorijo, da so vse modrosti prophetov, torej glasnikov, zapisane v halah v podzemlju, v tle, kjer Subway vozi, podzemna železnica. Torej, v kontekstu, da pravi glasniki smo mi, tisti enostavni ljudje, ki smo bili mnogi zavrženi in preživljali težke momente, ampak so največje modrosti zapisali kot grafite. Tako si predstavljam. Dolg časa sem študiral, kaj besedilo samo hoče povedati. Med drugim sem najdel en del, kjer govori tudi o pedofiliji znotraj komada. Vse to med vrsticami ni se dalo, direktno se ga ne da prevesti, ampak ja, ta komad je zelo globok in zelo močan, ne? Kadar v goli svetlobi vidim tisoče ljudi, ki govorijo brez da bi kaj povedali, torej tolčejo prazno slamo in poslušajo brez da bi sploh slišali, kaj jim razlagaš. In zdaj pa te stvari malo dobijo smisel, ne? Ti nekomu nekaj pišeš, pa vidiš, da po odgovoru, po naslednjem zapisu dobiš vprašanje čist outside, in v pogovorih nekomu nekaj rečeš, pa hitro ne more poslušati, kot da bi mu govoril kitajsko. Največkrat te kar malo prekine vmes, ker ne more poslušati, kaj boš do konca povedal. Hočem reči, samo besedilo pesmi Sound of Silence v originalu Simon and Garfunkel in zdaj tole Disturbed, bi bilo super, da si jo prevedete, da bi dobili malo občutka. Jaz sem s tem komadom kontempliral mnogo. Kot sem vam že rekel, moje življenje, razumevanje tega sveta, kjer se nahajamo, izhaja v 90% iz glasbe, iz tega, ker sem nekje v zgodovini srečal nekega mojstra, probal mi je te stvari malenkost predstaviti, vsacga malo, zmeraj je rekel, sprašuj se, kdo si ti, to je bilo najbolj pomembno vprašanje, who I am, kdo sem jaz, delaj po svojih najboljših močeh, po svoji vesti, človek mi je predal desiderato in kot audio ljubitelj zvoka in glasbe kot take, sem se seveda mnogo odgovorov najdel res v glasbi. Prav knjižni mol nisem, ne? Da bi človek rekel, da sem ful debele knjige rad bral, ne? Sem jih, kar nekaj, ampak kljub vsemu mnogo raje sem bral te kratke zapise modrecev, ne? In ker smo rekli, da so nam glasbo, da so nam svet dobro predstavljali ljudje, ki so torej umetniki, pesniki, pisatelji, slikarji in kiparji. Sem zadaj najdel eno slikco zelo znanega umetnika Michelangela in Michelangelo je naredil kar nekaj dobrih stvari. Ena taka dobra zgodba je od njega. On je iz kamna izklesal konja, ne? Z žilami vred in vsemi mišicami. In so ga ljudje spraševali, človek božji, pa kako je možno, da ti tako znaš, ne? Tam imaš skalo, pa konj ven rata, kako ti to rata? Pa on reče, čist simpel, ne? Se odstraniš vse, kar ni konju podobnega, ne? Tako enostaven v bistvu je, tako enostavna je razlaga sveta tega, ki ima v sebi kreacijo in ki je ustvaril stik. Torej ta stik, ki ga vidimo za nami med Adamom in Bogom, ne? To je tudi od Michelangela zelo znana slika, ki spet sproža kar nekaj polemik, kar nekaj vprašanj sproži, oziroma da kar nekaj razmišljanj.
Včeraj smo se pogovarjali o tem, kako resoniramo, kadar nas nekdo pokliče, kako resoniramo na besedo Jezus, kako resoniramo na besedo Bog. In imam občutek, da nisem še povedal čisto, kot bi si želel, tako kot se iz te slike na prvi pogled ne da razbrati, kaj je človek hotel narisati, a ne. Zato sem rekel, bom probal še z druge strani ali pa na drugačen način ali pa z drugimi besedami še enkrat iti skozi ta segment, da se ozavestimo. Zdaj, jaz probal sem biti do vseh stvari odprt. To je, bom rekel, čist prva stvar. V svetu, v katerem živimo, pa je poplava informacij neskončna. In ne moremo verjeti nikomur in ničemur. In to z enim namenom. Mislim, namenov je več. Ampak, če rečemo, prav je, da smo odprti do stvari. Torej, ni da rečemo, zdaj je ravna ali okrogla, a ne, da rečemo, ti misliš za ravno, jebi se, ne bova se nič menila, ne. Da dopuščamo možnosti, ne. Konec koncev pa vsak vleče svoje zaključke. Tako kot če 10 ljudi gleda to sliko, bomo dobili 10 različnih razlag, ne? Tako da tudi Q kot tak nas vodi in nam pravi, dajte razmišljati svojo glavo, dajte zaupati svojemu instinktu. In tudi o tem sem že spregovoril. Prisiljeni bomo reči v enem momentu, ne verjamem ničemur in nikomur, razen izključno sebi. Pa to nisem zdaj prvič povedal, ne. Mi imamo noter vodnika, na katerega se moramo zanesti, a ne. Nam so zmeraj rekli, tisto, kaj ti misliš, noter je brez veze, te ne tisne umen, tudi ne moreš, če pa so tle pravila, taka je zakonodaja, taka je ustava, to je to. Mislim, a veš, ker ta satanizem je ustavo poteptal, zakonodajo se je poscal, zdaj, ko jim prineseš sodnikom vse predočiš in pa stran gledajo in ščitijo drugega in svoje podanike in policijske in pravne in medicinske in ne vem kaj. Radi bi dali doktorjem imuniteto, pa ne morejo, ker pa ipak ne gre. Kakorkoli obračamo za tak kompleten genocid in za to delovanje, ki ga v tem trenutku izvajajo naši vrli predstavniki, bo nekdo odgovarjal, slej ko prej in brez pike dvoma. Ne nasedajte temu, da se ne bo nič zgodilo njim, ker to se bo, in ne nasedajte besedam, da se nič ne dogaja, ker se. Vsekakor pa se ne dogaja, tako kot so si satanisti oziroma matrica oziroma iluzija kabala ali kakorkoli ćemo reči, kakor so si oni zamislili po nekem časovnem planu. Ta plan pa ne funkcionira, ker če bi vsi bili že pocepljeni in počipirani in v taboriščih in denar bi nam pobrali ven in kdor bi v Bogu bi kaj dobil, kdor pa ne, pa pač ne in naj umre. To je bila njihova ideja in satanizem je tudi strašno rad gledal in trpljenje in masakre in tako in njim Titanik potopiti je bilo v bistvu veselica, veselje. In še norca so se delali z ljudi v kontekstu, imate radi glasbo, na, evo, potapljite se, pa orkester ne vam igra, jebem vam. Tako zgnili so bili ti ljudje in generalno nas niso marali, ne, oni so uživali, da se je pretakala kri, oni so sprožali vojne, da so se ljudje med sabo skregali in klali. Pomislite na jugo, brat brata, en zaradi te religije, drug pa zaradi druge religije. En je bil prijatelj od tega, en pa od drugega, pa sta se klala brat na brata. Hej, pa to je satanizem želel. To ni v nas plemenskih ljudeh. Pa kaj mislite, da plemeniti ljudje smo si želeli klanja, pa gledati gladiatorje, kako se koljajo? Ni šanse. Oni so ustvarjali te bitke, boje, pretepe, naravne nesreče. Še celo drugače, oni so bedo ustvarili, ljudi znarkomanizirali, med ljudi uturili drog neskončno, legalnih in nelegalnih. Koliko posnetkov obstaja, kako v realnosti izgleda Amerika, ulice zadrogeranih ljudi,
v totalni bedi, milijarde in milijarde pa v Ukrajini za orožje. Torej, to je vse pokazatelj, kako je ta satanizem bil gnil. In ker nas on generalno, ne da nas ne mara, nas sovraži do te mere, da bi nas pobil, kar nam je zelo dokazal, da z genocidom bi nas, lahko pogledamo nižje, da v bistvu nas vsi njegovi podaniki v bistvu ne marajo, hudo ne marajo, ampak igrali so, da nas ljubijo, igrali so, da nas imajo radi, pretvarjali so se, da so naši prijatelji, pretvarjali so se, vse to je bila gluma. Orko, Madonna, ampak kad človek to zgrunta, ne, kad si rečeš, pa čakaj, pa to je unbelievable, neverjetno, ne. In smo bili primorani to spoznavati izven obroča, v katerega smo bili ujeti, v obroč družbe, matrica, okovi, virtualni, bili smo sužni, ne da smo vedeli. Zdaj vam ne govorim čist nič novega, ne. Jaz bi zdaj nekako rad pripeljal do tega, da je zelo pomembno razumeti, da so vse smernice, kaj mi moramo doseči, kaj se išče, vse to že zapisano, že daleko v zgodovini, v knjigi vseh knjig. Satanizem ni brihten in ne konstruira in Biblija satanizem ni sposoben napisati. Je pa sposoben vsako stvar vzeti in jo odrekati, jo prilagoditi in prirediti. Satanizem žal ne zna brati med vrsticami, žal ne zna povezovati pik med sabo. A sem rekel žal? Hvala Bogu. Znamo pa to mi, ljudje plemenski, in to je lastnost povezovanja dejstev, informacij, spoznanj in pogledov med sabo. Ne? Torej, zdaj pa gremo, ne? Zdaj pa akcija. Jaz sem probal razumeti stvari, no, in Michelangelo je pa Biblijo, no, tudi, ker v Bibliji tudi marsikaj piše, pravzaprav piše vse in biblični časi so pred nami, kar se mene tiče, je vesoljni potop, točno poplava resnice in začelo bo deževati, piše, in že dežuje, nevihta je nad nami, pravi Q-jev drop in post, številka 55. Nevihte so prizadele včeraj Cerknico, danes ponoč neke druge dežele, dan poprej neke druge okraje naše, tako da Slovenija jih tudi dobro dobiva po klamfi, ampak upam, da nič strašnega, to niso nobeni zemeljski premiki, da bi se mogli bati apokalipse v kontekstu, da nas bo zalilo vse, v kontekstu, da bodo bruhali vulkani in tako. Jaz to vrstne apokalipse ne vidim, nikjer ni zapisana na tak način in tudi pravi glasniki ne govorijo o tem, gre pa za prebujanje iz sna. Ne? Tale naš Adam v ozadju leži v raju in ga boli kiki in njemu se nič ne dane. Iz vrha ga pa vabi Bog. Ne? Tle vmes te roke so za moje pojme izključno Jezus. To zdaj bomo probali dati. Adam je prispodoba človeka, ki je naredil greh in padel je v comfort zone, v cono udobja, kjer ni potrebno narediti nekih korakov ali tako. In na desni strani je Božja prisotnost, vmes pa se mora nekaj zgoditi. Če želiš priti k meni, čakaj, bom rekel, trpljenje te odpelje od skrbi sveta in te približa meni. Tako piše v nekih knjigah, kot to v bistvu Bog govori, ne? Trpljenje. Bog pravi, če te jaz tebe spravim v trpljenje, pol boš ti mičken manj na svet okrog sebe gledal, pa se boš mičken sam sabo zmenil in to pomeni, da boš ti bližje meni. Zdaj pa jaz si to tako predstavljam. Na eni strani imamo človeka, na drugi strani imamo Boga. To je fizično telo, ki ima na mentalu ego. Tole pa je čista zavest, ki je v bistvu kreacija samega Boga. Tukaj vmes se nahaja Jezus, ki nam je skozi, bom rekel, križev pot,
in ponovno vstajenje, predtem zdravljenje in življenje, pokazal, da je samo preko trnja lahko pridemo do zvezd. In trpljenje je v bistvu za nas nujno potreben segment. In tlele, kadar umira ego, kadar se križa ego, takrat v bistvu, in ko se prenaša te življenjske križe, to je del življenja in blagor tistim, ki so trpeli, kajti prišli bodo bližje k meni. Sem si zdaj nekako probal z drugimi besedami povedati. Ampak trpljenje je nujno pomemben del. Nihče se ni razsvetlil ali pa napredoval ali pa prišel do Boga, ki je v sebi spoznal, kakšna je veličina. Mi nismo iz opice, to je njihova laž na glavo obrnjena. Mi smo bogovi in še celo nekaj drugega. Mi nismo padli bogovi, ne? Mi smo rojeni bogovi iz maternic, iz ženske, iz matere zemlje, konc koncev. In zaradi tega je bila tok gonje nad ženskami, zaradi tega ženska je bila za pobit in zaradi tega je bilo toliko nekih posilstv v zgodovini, kjer so hoteli z našimi ženskami svojo raso uturiti. Zaradi tega bom rekel, moški, in ta moška idiotistična prevlada nad svetom ne velja, mi smo v tandemu. No pa da se vrnem nazaj na slikco, jaz sem nekako hotel se mičken še dotakniti tega, ker ta slikica ima nekaj stvari, ki so kar pomembne, kajti oblika tega Boga, ki govori Adamu, iz oblaka, ta stvar je v bistvu precej podobna možganom, pa verjetno večji del ljudi izmed vas v tem trenutku že ve ali pa pozna to slikco, da je šlo za precej povezave z možgani in deli možganov. Ne bom se jaz zdaj v te izraze spotikal, ampak oblika možganov, bom rekel še takole, še malo bolj drugačen opis in tale roka, ki sega ven iz možganov, tale roka, ki ven iz možganov, gleda, kako se zdaj to pokaže, tale roka, veste, kot tudi kontra imam jaz vse, evo, tale rokica njegova, ki gleda ven iz možganov, je kognitivna disonanca, torej ali naš sprejema ali ne, ali je sposoben sprejeti neko informacijo. In tisti del znotraj nas vedno ponuja roko, pridi, uči se. Naučeni smo bili, da trpim, pa je rekel Satan, če hočeš kam priti, moš pa trpeti, in nas je spravil v mizerijo. Ne gre za to vrstno trpljenje. Trpljenje jaz tretiram samo kot rast, osebna rast, pravzaprav, ko si prisiljen narediti neke korake, ki jih sicer v coni udobja ne bi. Trpljenje kot propad virtualne maske, ki ti jo je nastavil sistem in si sam pri sebi ugotovil, da ne funkcionira. Tako da tudi trpljenje so oni dobro zamaskirali in so rekli, nič, bomo pa vojno naredili, pa imejte to svoje trpljenje, pa boste pa prišli pa v nebesa. Oni so super obrnili stvari na glavo, vse so imeli kar 2000 let, da so to lepo dodelali, pa razne verzije Biblije ven devali, da je bila ena boljša od druge, vsaka malenkost boljša v njihovo prid. Tle na tej slikci povezava z možgani in tudi na tej vidimo povezavo z možgani in tem, bom rekel, tretjim očesom, ki je seveda tudi velika polemika in špekulacija, ali je ta simbol na desni simbol iluminatov ali ne, kao tretje oko, ampak to je pinalna žleza. Jaz sem se enkrat ponorčeval, kakšne tretje oko, gre za intuicijo, gre za zavest, gre za povezavo. In tretje oko je pravzaprav povezava, ki jo ima vsaka ptica in vsaka psička
ki ima svoj notranji kompas, kje je doma in kam se leti proti jugu, kdaj se štarta, kako se leti. Oni pač ne hodijo v šolo in imajo to povezavo že vsi. In tudi mi jo imamo, vendar močno poškodovano, kalcificirano imamo to pinalno žlezo. Zaradi tega, mislim, ne vsi, eni malo manj, eni malo bolj. Na njo so vplivala zdravila, fluor je bil prav prvi, zaradi tega toliko fluora vse povsod. Zobne paste, jaz ne vem, že 20 let ne uporabljam s fluorom, ker smo o teh stvarih že takrat brali. Tako da ta pinalna žleza nam je bila poškodovana in je za nas zelo pomembna, ima gor celo neke, kaj sem zdaj samo pozabil, nek kristal, kako že, na koncu jezika ga imam, pa se nima veze. Zdaj sem pa žalosten, ker se ne morem spomniti, nima veze. Skratka, to je naša antena, povezava in tale desni simbol ni simbol iluminatov, so si ga seveda želeli prevzeti. Oni so imeli tretje oko mišljeno po malenkost drugače. Tako da so oni triangulirali med dvema človekoma, se je usadil še tretji, ki je naredil galamo. To je bila triangulacija, kar se mene tiče. In oko v sredini je bilo vse vidno oko, torej totalna kontrola na vseh nivojih. In to je najprej bila udba, najprej obrekovanje, pa pol udba, pa CIA, pa FBI, pa zdaj vse socialne platforme in cenzure na videno in da se ne bi videlo. Skratka, med nami je mnogo špijunov, ki prenašajo informacije naprej in oni so hteli vse videti iz tega naslova, tudi prepoznavanje obraza, prstni odtis, zdaj ste dajali DNK na vseh teh testiranjih in tako. To je bilo pa njihovo tretje oko, ne, ki je vedno vse videlo, Big Brother, kamere, vse povsod, vse to v neke serverje in tako. In ta krasen komad 7 seconds, mislim, da je naslov, ja, v 7 sekundah lahko vse pade, ne v 7 dneh. Bog je v 7 dneh svet naredil, padel bo pa v 7 sekundah. Ne, ni res, 7 let že propada pravzaprav. Upam, da gremo proti koncu, ker postaja precej napeto. Kam sem jaz zaglajzal zdaj v tretje oko? Ja, v tretje oko zaradi tega, ker je Michelangelo o njemu risal, ne, to je isto stvar, ki je valjda podobna možganom. In tle je ena zelo pomembna stvar, ki sem jo pa jaz pozabil dolimati, je pa ta segment, pa ga grem pa prav iskat, pa bom probal z druge strani vam pokazati, ker sem si prvo eno slikico pripravil. En zelo pomemben segment je ta roka, ki jo vidimo, ampak zdaj mi morate dati pa eno sekundico, da jaz vidim, kje se nahajam, in moram iskati tlele browse slikico, ki sem jo prav za vas dol snel in je zelo pomembna, pa jo očitno nisem shranil, ne, verjetno, linca klanca. Pa bom pa za vas naredil nekaj drugega, pa bomo jo mi pa kar malo rajš povečali, pa je. Takole, bom jaz to zdaj takole, jo bomo pa pač povečali, nekaj. Takole, sorry. Bomo jo probali evo nam. Takole, tlele gre za roko in Bog v bistvu steguje proti Adamu, da bi se ga dotaknil. Vendar Adam je preveč len, da bi barem stegnil ta prst, da bi se stik zgodil, ne? Adam je rabil narediti samo, samo to pa bi bila stvar narejena, pa do stika pride. To je tisti del, kjer nam je Michelangelo hotel reči, dej, moraš stegnce, malo moraš, pomagaj si sam in Bog te že čaka. Kadar je učenc pripravljen, v tem primeru Adam, ne, učitelj je že tle, Bog je že tle, stegnen, kakor duša da in Bogu je do tega, v temu notranjemu jazu, da se spoji v harmonijo. Je, ampak vsak posameznik pa mora iti čez tisto fazo, ki rečemo umrtje lastnega ega.
In včeraj sem napisal en tak, ne nič obširnejši, ampak en tak preblisk sem dobil, pa ni preblisk, sem lepo so mi črke šle. V prihodnji časi ne bodo vsebovali več delovanja ega. Ta sistem je deloval na, bom rekel, Babilon satanistične laži, je deloval na nivoju ega. Ego gre z roko v roki z denarjem in ponosom in denar je ver vsega zla in vodi v Rim. Denar propada. Swift finance so v strmem padu in zamenjuje oziroma vzporedno že funkcionira kvantni finančni sistem, ki pa bo deloval na eno zanimivo razmišljanje je prišlo. Kvantni finančni sistem je približno tako, da vsi smo sledeni zdaj že načbat strani angelov in strani tehnologije. Vendar tisti, ki je do zdaj deloval k meni, jaz več, imam full vile, bajte fabriko, ne vem, 200 zaposlenih ali pa 50 ali pa 30, vsem drek, ampak njim damo kaj do minimalca, ne mogoče država še dodati z tih 100 evrov, da bo minimalac in to je to in zdaj delavc mora biti hvaležen, da mu jaz dam delati, ker jaz dobim pa pol pa za Mercedesa, to ne vem kaj, meni. Ta filozofija ne bo šla. Več. Tist, ki bo več naredil za družbo, torej družbenih del, v smislu delati nekaj, kar je za ljudi dobro, ta bo imel na računu zmeraj zadost. Tist, ki bo pa k sebi kopičil, bo pa težko nakopičil, ker bo iz računa odtekalo oziroma prihajalo čedalje manj. Razmislite malo o tem. To je edini možni izhod pravzaprav. Ker ljudje so bili pohlepni in pohlep nima kaj delati v prihodnjih desetletjih, stoletjih. Tudi denar kot tak, mi moramo priti na enako, ne pa eni več, drugi manj in tisti, ki imajo več, pravijo, da so ful pomembni in lahko govorijo tam od spodaj, da ne crknejo. Tako je bilo zdaj, dobesedno. Ne? Mnogi rečete, kaj se je zgodilo ljudem, zdaj so pa zadnje leta so se pa čist spremenili. Ne, niso se oni spremenili, sam igrati ne morajo več. In noter v koru so enaki. Ego, jaz, pa jebite se vsi ostali, brez sočutja, brez empatije, brez moralno-etičnega kompasa, ruži, ne, preko trupel, sam da je zame. Ne, ta filozofija umera. In postaja jasno marsikomu, da prihajamo do te točke, marsikomu pa itak zihar ne, nič hudega, bo prihajalo, ko bo špricalo precej. Prihodnji časi ne bodo vsebovali ega, tu sem še hotel nadaljevati in mnogi izmed nas smo bili prisiljeni ta ego ubiti, so nam ga ubili z, bom rekel, poniževanjem in tako v bistvu torej so spet delovali prav in jim moramo reči spet hvala, da ste nas potolkli, da smo mi ubili svoj ego. Jaz ga ubijam že en čas in lahko vam priznam, da sem z njim precej podelal. Mi pa življenje še vedno nasuje preizkušnjo, pa reče, a si res? In dobim take provokacije, kjer v bistvu še vedno instinktivno odkresnem na nivoju ega. Imam pa že to zavedanje, da ga zelo hitro ugasnem, da se zavem, stari z egota delaš, daj nekaj, sploh še nisi zrihtov, ne? Ok, ampak si boljši, ker si zelo hitro porihtov. Torej nekako ubiti ego ne gre čez noč, tudi Kristus ni prenesel tistega križa v eni uri, ampak je stvar trajala. Glejte si tale, kaj je že Passion of the Christ, ne, Passion, ne, kaj se nima veze. Pač dolgotrajna muka je ubijanje ega in zdaj jaz sem v proceduri tega že kar nekaj časa, pa nisem edini, precej nas je. In kdor je uspel se od egota posloviti, vsaj v večini oziroma v totalu, ta že ima, manj je ega, več je sposobnosti, bom rekel, tega božjega. Tega ne da se to z besedami opisati. Ne narediš 300 videov, če ti ego šprica, ker nimaš vsebine. Ker nimaš vsebine, ne moreš. Ne moreš ti Michelangelo, ne moreš ti stolčiti konja, če nimaš povezave s tem notranjim, ne moreš biti kreator, ne moreš
skreirati. Pa še Somewhere Over the Rainbow. Ubiti ego. Več ko je, bolj ko ubijamo ego, več prihaja na plano kreative, več miru, več milosti in tako. In ego se ne da ubiti, dokler je človek na jahti, ne? Ego samo ubije šele takrat, ko je prisiljen prositi za pomoč nekoga drugega, da mu pomaga, ker se utaplja ali pa nevihta. In pa tudi to še ni prav dosti dober primer. Bubrek v loju, torej dokler ti je dobro, tam se še nihče ni naredil osebnega napredka. Osebni napredek je ubijanje ega, približevanje se Bogu preko Kristusovih naukov, ne? Zdaj pa ne mene nikakor prosim povezovati z religijo, ker to je daleč od tega. Niti nisem hotel uporabljati besede, ne duhovnost, ne Kristus, ne Bog, ne to, ampak sem govoril o večji del, o kekčevi pameti, o kekčevi preprostosti in to vse drži, ne? Ampak kekec je ena naša majhna prispodoba, tle pa očitno moramo priti do teh segmentov, in jih povezati, ne, v celoto, in to je ena izmed možnih razlag, seveda pa dajte vi sami skontemplirati. Jaz sem nametal ene mikrobombončke okrog tega, ali pa dejstva, ali pa tako. Tudi ta pesem, recimo Somewhere Over the Rainbow, poznate, to je možakar tak debel, je ukulele je špilov, je poklical svojega tonskega prijatelja, tonskega tehnika ob 4 zjutraj, je rekel: stari moj, eno pesem imam v glavi, daj prosim vžgi studio, da jo pridem posnet. Pa je rekel ta tonc, pa si ti ubrisan, daj prid zjutraj, ne. Je rekel, ne, zdaj moram, stari, oprosti, ti plačam, kakor češ, sam zdaj moram priti posnet. In pač je rekel, prav pridi v studio, vstajen, odklenete, vžge mikrofone, rekord, ajde, teče. In tole, kar poslušamo, je Prima Vista. Tip je vzel ukulele in zapel, in to je Prima Vista posnetek. In je od takrat tak, kot je. Nikoli ga ni tip ne popravil, ne nič. Torej, hočem reči, kako močna je kreativa. Pa dodam, tudi moji videi so najboljši Prima Vista. Čim jih kaj to editiram, je že drek. In na Prima Vista smo mi super. Je pa res, da predvsem tem imamo pa vsi, tudi on jemu kontemplacijo, tudi jaz jo imam kontemplacijo in delo, končni izdelek je v bistvu produkt dobre priprave na delo, torej kontemplacije. Pomagaj si sami, Bog ti bo pomagal, in pa letijo in misli in melodije in zapisi in razne povezave. Sem jaz rakete, mislim, prijatelj. Zdaj na poštarja ste se spravili. Bogi poštarje, mislim, res se mi kar malo smilja. 32 minut, božjih 32 minut. I hear babies crying. Ej, trpljenje odpelje od skrbi, tako, ja, oni so uživali v masakrih, informacije so vprašljive, zaradi tega nas Q in Bog prosita, dajte razmišljati svojo glavo, verjemite instinktu, in to bo edina stvar, na katero se bomo lahko zanašali, ok? In edina stvar, na katero se moramo zanesti, so te notranje stvari, zdaj pa lahko rečemo temu kanaliziranje ali pa sporočilo iz katerekoli ozvezdja, tudi to drži. Jaz te izkušnje nimam, zaradi tega ne morem jaz govoriti o tem. Zagotovo pa imam svoje instinkte na notranji strani in bom rekel, kaj pa sem, kar besede pridejo, spoznanja, zdaj pa tam smo se že dosti menili. No, ampak tudi raziskovanje je meni pri tem pomagalo, raziskujem že preko 30 let, zadnje 3-5 let k-norc, ker so stvari postale bolj vroče, in raziskovanje je meni tudi nasulo pike, oziroma bom rekel sestavljanke, koščke sestavljanke. Vsak portal je dodatno odprl playground teh sestavljank, dovrgu nove kocke sestavljanke, dobre, nove koščke, in vsi smo v proceduri ozdravljenja od ega in smo v proceduri učenja
temu tega, da zaupamo sebi, svojim instinktom, da smo bolj pozorni na stvari, dogodke in situacije, da znamo razumeti, kaj poje taka pesem, da so oči polne upanja in v očeh široko odprtih se vidi dušo. Malo boste pozorni, kako izgleda transgenderna zmagovalec tele, kaj je že, na Nizozemskem. Ima takole učke, una telepa zraven ima pa takole velike učke. Velike, široko odprte oči nakazujejo čistost, iskrenost, poštenost, odprtost. Ležnivci navadno malo bolj tako. Bodite pozorni. No vem, mislim, bodite pozorni, pa boste pol povedali, če sem prav povedal. Skratka, mi smo se izobraževali in tudi med nami so neuničljive vezi. Zagotovo ne da se jih uničiti in niso na prodaj, je dodal Janez. Kdor je spal do zdaj, pa se ni v te stvari, o katerih se mi raziskujemo, o katerih se pogovarjamo, o katerih govorim, tole do danes ignorira, meče na stran in reče, jaz tole ne bom poslušal, tole pa mene ne zanima, tale Turšič je čisto tele, pa ne samo on, vsi njegovi so teleti, ker to sploh ni res, jaz nočem, da sploh sistem propade, ker tole je super, meni nič ne fali. Ti se bodo zdaj srečali s hitrim propadom ega. In to vsak, ki je ubijal svoj ego, ve, da to boli. Zato ni proces, da rečeš, ok, ego umri, ok, ajde, čau. Ne gre to čistih tako, vsak, ki je ego svoj umrl in ga dal na stran, ve, da to ni proces, ki se zgodi čez noč in ni lahek proces. In vsi ti ljudje, osebki bodo srečani, se bodo srečali sami s sabo in bodo dobili en mrzu tuš, V bistvu jaz ne znam sploh predstavljati, kako bodo ljudje pogoltali širino prevare, v kateri so sodelovali. To bo 3-4 zdaj vse naenkrat dobil Betino, mislim. Po drugi strani, kogar se ne dotakne film Zvok svobode, kjer je govora o pedofiliji in trgovanju z otroki, pa jaz ne vem, imamo že velik problem že v štartu, ker to je odpiranje srčne čakre koncev, in iskanje komu to, koga se dotakne in koga ne. Ker zver, tisti, ki nima več svoje lastne vesti, je šel čez grehov nebroj, njega se to nima kaj dotakniti, zato ker nima se s čem dotakniti. In oni so želeli kri, oni so to počeli, kaj se jih bo dotaknilo. Tudi v Sloveniji je kar nekaj ljudi, ki imajo prste zraven pri pedofiliji, pri trgovanju, pri krvavih poslih, da ne govorim cela juga, v 70-ih, 80-ih je bilo kraje otrok, ne broj, tudi same porodnišnice, pa tja noč smo že šli. Skratka, iz tega konteksta zdaj nekako razumem pesem z naslovom Too much love will kill you. Kako preveč ljubezni te ubije, je rekel Freddie Mercury, pa nisem mogel razumeti, kako te preveč ljubezni lahko ubije, ni preveč ljubezni super. Ne, zdaj mi prenašamo ljubezen in to je zdaj tisto, kaj bodo dobili v Betino. In ne prvoščam nobenemu, ker jih bodo oslepljeni in too much love zagotovo, preveč ljubezni, naenkrat jih bo oslepilo in lahko jih pobije. In zna biti, da jih ne bodo pobili meči, niti resnica, ampak naša ljubezen, ki poplavlja planet. A vi to razumete ali čutite ali ne, ni moj problem, jaz vam garantiram, da to se dogaja. Zdaj, sonce pomladi je tle, veselje in smeh. Družbica moja, želim, da se imate prečudovito, da zastopite, da je od vsakega posameznika odvisno, koliko hitro se bo poslovil od mask, ki jih je na sebe dobil, prejel, si jih nataknil in ustvaril. Milijonkrat smo ponovili, vsem je vse odpuščeno, vsem je dovoljeno se spreobrniti, želja je, da gre v prihodnji svet čim več ljudi, jih bo šlo ali ne, pa to mogoče nima smisla špekulirati, vsak pri sebi, pa bodo zdaj rekli, glih ti, ki imajo največ ega, to je pa egoistično,
ni egoistično. Jaz sem na prvem mestu, pa vse ostalo. Tudi vam želim, da ste na sebi na prvem mestu in razmišljate o soncu, pomladi, ki poliva. Poletnje, lepo poletje, uživajte, izkoristite dan. Čau, čau.